V otroštvu sem poslušala očetove prijatelje, ki so pripovedovali o življenju v Narodnem domu. Gospod Bambič o tem, kako je njegov oče zapravil celo premoženje za lepe oči lepega dekleta tam v kavarni Narodnega doma. Josip Fišer je govoril o ansamblu Tržaškega gledališča. Rudi Vidrih, novinar pri Edinosti, je omenjal še delavski dom, Cankarjeva predavanja in tako naprej. Nihče ni omenjal 13. julija 1920. Verjetno zato ne, ker se je takrat prekinila pravzaprav tista nit njihovega življenja, ki se jim je zdela začrtana. Tistega dne so tržaški dnevniki L'Era Nuova, La Nazione, Il Piccolo objavili poziv tržaškega Fascia di Combattimento, naj se ob 6. popoldne ljudje zberejo na velikem trgu, Piazza Unità, kjer bodo manifestirali proti dogodkom, ki so se zgodili, krvavim dogodkom v Splitu 2 dni prej. No, tistega 13. julija se je zbrala množica, med katero je bilo veliko uglednih meščanov in oficiri kraljeve vojske, ki je takrat gospodovala pravzaprav v mestu. Mesto je bilo še vedno v izrednem stanju. Poziv glavnega govornika, odvetnika Džunte, je bil jasen: zob za zob, oko za oko gremo nad Slovane v Trstu. Drugi govorniki so jasno povedali fuoco al Narodni dom in množica se je odpravila proti Narodnemu domu. Ustavili so se na poti v ulici Mazzini, kjer je bilo predstavništvo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ne glede na vojsko, ki je stražila poslopje, so udrli van, izropali oziroma uničili, kar se je uničiti dalo, pobrali zastavo kraljevine Jugoslavije in se napotili zmagoslavno proti Narodnemu domu. Ko so prišli do stavbe, se je slišalo v stavbi strele in eksplozija. In vojska, ki je stala, zastražila stavbo, je začela streljati na Narodni dom. V Narodnem domu se tisto popoldne ni dogajalo nič. Vedeli so, da ni previdno, zaprli so vsa vrata in v njem so bili samo stanovalci in nekaj gostov hotela. Prišli so gasilci, medtem so ti škvadristi udrli v Narodni dom, imeli so kante bencina in petroleja, zažigalne bombe in v nekaj minutah se je v vseh nadstropjih Narodnega doma razžarel in razbesnel požar. Gasilci niso smeli gasiti, ampak so morali svoje curke vode usmeriti v bližnja poslopja, da bi se požar ne razplamentel in ne poškodoval še drugih. Do 8:30 je bil tista grmada ali kres, kakor hočemo ta požar imenovati, končan. Vse je pogorelo in Narodnega doma, takega, kakršen je bil po zasnutku in mislih arhitekta Maxa Fabiana, ni bilo več. Škvadre so se odpravile do drugih 20 točk v mestu in metale iz sedežev društev, lokalov, ki so jih upravljali Slovenci ali Slovani, so zmetali vse, kar je bilo pohištvo, arhive. Vse so zmetali na ceste. 20 objektov, med katerimi je bila tudi tiskarna Edinosti, v kateri so seveda poškodovali tiskarske stroje, in Jadranska banka, to je najprestižnejša slovanska banka v Trstu. Zakaj je pravzaprav do tega prišlo in odkdaj
so bile te napetosti med Slovani in Italijani v mestu. Ne vem, kaj se je dogajalo pravzaprav v Habsburškem Trstu, to da vemo, da se od tistega odprtja pristanišča in svoboščin, ki so vladale v mestu, da so se Slovenci pravzaprav in Slovani radi po italijančini. Vse do leta 1848, ko se začne prebuja in prevlada v Trstu to, kar je vladalo takrat v Evropi, panslovanska misel. Torej, eden drugmu ognja dajmo, oziroma drug za drugega delajmo. In od takrat, od polovice 19. stoletja se začne dejansko skokovit razvoj mesta, ampak še važnejše je to, da se Slovani v tem mestu uveljavimo, izredno uveljavimo. Gospodarska rast pa gre prav zato, ker se povezujemo z drugimi, ker Čehi, Slovaki, Hrvati, Srbi, Črnogorci, Poljaki, ki se znajdejo na robu slovanskega sveta, se povežejo in pravzaprav preusmerijo v to, kar so avtohtoni Slovani, v slovensko skupnost. Tako da je ta razcvet, vsak hoče ohraniti svojo identiteto. Identiteta pa se ohranja ne z denarjem, ki ga je na pretek, ampak s kulturo. In kulturna žarišča začnejo se razvijati v mestu samem. Italijanski irredentisti pač temu nasprotujejo in skušajo zavirati, zato pa se razplametijo na obrobju mesta. To, kar so danes mestne četrti, tam začne res zelo pomembna kulturna dejavnost in se razvije do take mere, da imamo pravzaprav že prave gledališke skupine, ki sicer so amaterske, ampak v svojih proizvodih, v svojih produkcijah že ponazarjajo to, kar je tipični tržaški duh. Torej, zlitje teh raznih kultur v eno, v slovensko. Na gospodarski ravni pa je situacija taka. Leta 1891 se Slovenci opogumijo in ustanovijo svoj prvi bančni zavod, to je Tržaška posojilnica in hranilnica. V 10 letih ta banka ima toliko denarja in toliko varnih naložb, ker kot posojilnica in hranilnica mora pač paziti na svoje naložbe, da si lahko privošči oziroma zamisli svoj sedež v središču mesta. Za ta sedež je seveda razpis, na razpisu zmaga arhitekt Max Fabiani, ki projektira palačo, ki odgovarja temu, kar si želijo naročniki. To je središče, večnamensko središče, kjer se stikata kultura in gospodarstvo. Kavarna, restauracija, kjer se lahko trgovci dogovarjajo in dogovorijo, na to grejo v bančne prostore ali v odvetniško pisarno in zaključijo svoj posel. Lahko pa grejo tudi v čitalnico, kjer se najraje zbirajo dame in kjer imajo knjižnico, svoje dnevne prostore, svojo predavalnico. V stavbi je tudi hotel, so stanovanja in je v mezaninu gledališka dvorana. Načrt je namreč ta, da se dejansko Slovani in Slovenci z njimi postavijo kot popolnoma avtohtona skupina in svojo kulturo. In gledališče predstavlja prav to, razvoj
naše slovenske kulture oziroma tržaške kulture. Decembra 1904 so bila dela zaključena in vse v stavbi je delovalo po načrtih. Vendar slovesnosti ob odprtju ni bilo. Kaj vem, mogoče so res preveč razgrajali pred stavbo italijanski nacionalisti. Gotovo je to, da na stavbi ni bilo napisa Narodni dom. Pisalo je Tržaška posojilnica in hranilnica in Hotel Balkan, kar je že dalo jasno znamenje o tem, kaj ta stavba je. V njej se je dogajalo in odvijalo vse. Najpomembnejše je bilo seveda gledališče. Gledališče, ki se je kot ansambel razvilo na amaterski ravni, kmalu pa so uvideli, da bo rast gledališča pospešila vse umetniške dejavnosti in so zato vanj vložili in ga profesionalizirali. To pomenilo, da so prišli slovenski in hrvaški režiserji, ki so prevzeli umetniško vodstvo in premiere slovenskega gledališča so takoj poskočile od začetnih 6-7 na 20-30 premier v sezoni. Ko je začela delovati glasbena matica leta 1909, so razširili repertoar na opere in operete. V sezoni 1912-13 je režiser Dragutinović režiral 26 dramskih del in s pomočjo dirigenta Mirka Poliča še 3 opere in 6 operet. Zdaj si predstavljate, delovala je čitalnica, delovalo je delovno podporno društvo, banka seveda, kavarna, restauracija. Imeli so biljardno sobo. Mislim, da je vrvelo v Narodnem domu, pravzaprav je vse pokalo po šivih. In tako so leta 1913 pripravili načrt za novo stavbo, kjer bi delovalo samo gledališče. To naj bi bilo nasproti Narodnega doma, kjer so v 30 letih zgradili stavbo Arigoni, danes je to Genertel. In pravzaprav je ta podvig prekinila Prva svetovna vojna. Zakaj so si Slovenci in Slovani lahko to privoščili v Trstu? Poleg tržaške posojilnice in hranilnice je delovalo v mestnem središču še kar nekaj zadružnih takih denarnih zavodov. Ljubljanska banka je imela svojo podružnico v Trstu. V ulici Roma še danes lahko vidite imenitno stavbo češke živnostenske banke in najvažnejša banka v Trstu takrat je bila Jadranska banka. Ta je imela podružnice v celi Dalmaciji in ker je delovala z ladjami in imela v zakupu tudi nekaj ladjevja, je ustanovila tudi svoj paroplovni konzorcij. To je bil torej slovanski Trst pred Prvo svetovno vojno. Po vojni se je skušalo vse obnoviti, pravzaprav je bil tempo, ne glede na nerede v Trstu. Italijanska zasedba je bila res mučna. Pomislite samo na tiste reveže, ki so prihajali z fronte in so bili oblečeni v avstro-ogrsko uniformo in so se znašli pač kot sovražniki v Italiji. Torej, vzdušje je bilo zelo napeto, ampak obnova je tekla zelo, zelo hitro. In nekje logično je bilo, da se vse skupaj spet vzpostavi. To je tudi predvidevali dogovori, ampak do tega, kot vemo, ni prišlo. Minila so leta nasilja, leta prepovedi slovenske besede,
ko dejansko redki, izredno redki Tržačani so si upali govoriti še slovensko. Niso bili vsi Slovenci antifašisti, ne vsi Slovani. Glavnina se je izselila. Po vojni je bilo torej leta 1945, ko so prevzeli vodstvo in upravo tržaškega ozemlja zavezniki, oziroma zavezniška vojska, je bilo jasno, kdo je utrpel škodo, kdo je oškodovanec. Ampak zavezniki niso hoteli, pravzaprav vojska, no, vojska je vedno, so zasedbene čete in se v te stvari navadno ne vmešavajo. Zato pa je leta 1954, ko je Italija dobila Trst v svoje roke, bilo v londonskem memorandumu zapisano, kaj spada in kaj je treba vrniti Slovencem. Ampak tega memoranduma Italija ni nikoli ratificirala. Potreben je bil potem še tisti delo tihe diplomacije in potem leta 1975 Osimski sporazumi. Toda ne glede na to, da je bila takrat razmejitev dokončna, med Italijo in Jugoslavijo dokončna, je bilo potrebno počakati še do leta 2001, da smo Slovenci v Trstu dobili zaščitni zakon. Tudi v tem je bilo jasno povedano, kaj naj se Slovencem vrne. V Trstu dva narodna domova, tisti v ulici Filci in tisti pri Svetem Ivanu. No, potem je maestro Riccardo Muti organiziral svoj koncert, na katerem so se 13. julija 2010 zbrali in si segli v roke italijanski predsednik Napolitano, slovenski Türk in hrvaški Josipović. Po 10 letih, na današnji dan, bosta predsednik Italije, Mattarella, in predsednik Slovenije, Pahor, podpisala protokol, po katerem naj bi stekel postopek za uradni prepis lastništva Narodnega doma na v ta namen ustanovljeni sklad. Leta 1950 je ugledni tržaški ekonomist dr. Lojze Berce za koledar OF pripravil izčrpno poročilo o tem, kaj smo Slovenci in Slovani imeli v Trstu pod Habsburžani, torej pred prihodom Italije v te kraje. Zaključil je svoj natančni popis s tem odstavkom. Škodo, ki je bila povzročena premoženju našega naroda s političnim nasiljem za časa italijanske zasedbe, bi pravilno ocenili tisti, ki bi lahko precenili ne samo, kakšno vrednost bi danes predstavljalo uničeno premoženje, temveč tudi, kako visoko bi se do danes gospodarsko povzpeli tržaški Slovenci, ako bi lahko dalje nemoteno gradili na temeljih, ki so si jih postavili pred prihodom Italije v naše kraje. Lahko nam zgradijo tudi 10 takšnih narodnih domov, kakor je bil Narodni dom tržaške posojilnice in hranilnice. In še ne bo ta škoda poravnana.